Poglejmo poudarke današnjega Pomurskega dnevnika. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer na obisku v Pomurju. Kakšne so njegove obljube in kaj je povedal o potencialu geotermalne energije? Oktobra je čas tudi za trezi nosenje. Več o tem že tradicionalnem dogajanju v središču Murske Sobote nam bo v studiu povedal direktor Mursko-Soboške komunale. V Črenšovcih so včeraj z vojaškimi častmi pokopali posmrtne ostanke duhovnika, domoljuba, pisatelja in politika Jožefa Klekla starejšega. Še jutri bomo lahko uživali v sončnih žarkih, nato pa tekom tedna sledi poslabšanje. Cenjene gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Minuli petek je občina Beltinci gostila obisk ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra. Tema njegovega obiska so bili pogovori o sofinanciranju ukrepov trajnostne mobilnosti, seznamu odprtih razpisov in uporabi geotermalne energije. V prispevku si poglejmo, kaj je ob obisku povedal minister. V družbi pomurskega poslanca iz stranke Gibanje Svoboda Tineta Novaka je minister Kumer Pomurje obiskal na povabilo župana občine Beltinci Marka Viraga. Glavna tema pogovorov so bili že odprti občinski razpisi in ostale možnosti sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti. Na ministrstvu pripravljamo en velik razpis tovrstnim ukrepom in tukaj lahko pohvalim župana in njegovo ekipo, da že imajo sprejeto občinsko celostno prometno strategijo in s tem na nek način bodo upravičeni do razpisa, ki bo v roku enega meseca pri nas objavljen. Gre za zelo velik razpis, kjer bodo zelo visoke subvencije, tako da si lahko tukaj ukrepe iz tega naslova tudi občina obeta. Eden izpred takih projektov, verjamem, da bo uspešen na razpisu, je tudi ureditev jedra Beltinec v smeri seveda tega, da bomo to našo celostno prometno strategijo, ki je teoretično, spravili v praktičen moment. Pogovarjali so se tudi o projektih v povezavi z geotermalno energijo, katera ima po ministrovi oceni ogromen potencial v Prekmurju. Minister si je ogledal tudi prvo geotermalno elektrarno v Čentibi. Kajti tudi geotermalni potencial je seveda eden izmed ključnih elementov. Tudi verjamem, da Mednarodnega logističnega centra skupaj s sončno energijo bi lahko to postal prvi trajnostni logistični center, zelen, digitalen. Ogromno se tudi na tem dela v občini. Vemo, da v Prekmurju ima ogromen potencial izkoriščanja geotermalne energije. Manj mogoče za izkoriščanje električne energije, več pa za izkoriščanje v toplotno ogrevanje. Danes si bomo ogledali tudi en tak primer, ko smo ga uspeli v času te vlade pognati, zagnati, tudi podpreti finančno. Verjetno bojo sledili še ostali, tudi smo ogromna sredstva rezervirali, razpisi so zunaj. Po županovih besedah naj bi izgradnja geotermalnega centra v kombinaciji z logističnim centrom ter železniško povezavo Beltinci-Lendava in naprej proti Madžarski znašala približno pol milijarde evrov. Sigurno taka postavitev logističnega centra ima ogromno sinergijskih učinkov, ogromno pozitivnih, moramo biti pošteni, tudi tu pa tam verjetno kakšen negativen vpliv na izgled okolja, kot smo ga trenutno Prekmurci vajeni, ampak jaz smatram, da je bistveno več tistega, kar je pozitivnega, še posebej pa v luči tega, da bi potem mladi dobili delovna mesta, ki prinašajo bistveno višjo dodano vrednost in bi ohranjali svoj položaj doma, bi ostajali doma. Kot je še dejal Virag, pa na občini ogromno razmišljajo tudi o uporabi konoplje. Pa seveda ne v tisti smeri, da bi jo bilo potrebno demistificirati, ampak v smeri uporabe konoplje od rasti pa vse do uporabe tako v industrijski namen ali v gradbeništvu ali kot sestavni del elementov. Marsikje tudi na tem v občini Beltinci zelo propulzivno delamo in tudi verjamem, da o tem bo ogromno povedanega, upam si trditi že takoj po novem letu. Minister Bojan Kumer je po obisku občine Beltinci svoj obisk nadaljeval v podjetju Ocean Orchids v Dobrovniku in se udeležil 27. občinskega praznika v občini Puconci.
Središče Murske Sobote bodo jutri zavzeli razstavljalci, kramarji in gostinci. Na vrsti je namreč že tradicionalno trejzino nosenje, ki je postavljeno od ta jesenski čas. Obiskovalcem bo ponujalo pestro izbiro izdelkov, okusno hrano in živahen glasbeni program. V ta namen smo danes v studio povabili direktorja Murskosoboške komunale Tomislava Zrinskega, ki nam bo povedal, kako se bo vse skupaj jutri odvijalo. Pozdravljeni. Ja, lep pozdrav. Torej, jutri od 8. ure zjutraj pa vse do 18. popoldan bo v središču mesta kar precej živahno. Povejte nam kaj več. Ja, tako kot ste rekli, cel dan se bo dogajalo. Dejansko bo center Murske Sobote zavzet z razstavljalci, ogromno ponudbe, vmes tudi glasbeni program. Ob 10. bo nastopila prekmurska godba Bakovci, potem popoldan v 2 po glasbeno rečeno rundah ansambel Gašperja Mirnika in pa vmes še ansambel Virtuos, to je glasbena šola, ki se bo prav tako predstavila. Drugače pa ogromno tudi gostinske ponudbe, tradicionalna klobasa, ki se pač ponudi za trejzino nosenje, tako da bo vseh teh 10 ur pestro skozi. Kaj vse bo na obiskovalcem na voljo? Seveda, kot sva že omenila, zanimivi izdelki, veliko razstavljalcev prihaja. Koliko imate že kakšne številke? Ja, razstavilo se bo dobrih 250 ponudnikov. Okrog 70 je domače obrti, se pravi rokodelci, umetnostna obrt, kar me veseli. Pač ciljamo na to, da bi teh bilo čim več. Potem nekaj bižuterije, obutev, suho sadje, živila in tako naprej. Glede ponudbe najboljše, da obiskovalci jutri pridejo in se sami prepričajo. Ste pa že omenili tudi za glasbo bo poskrbljeno, ne? Skozi cel dan ob 10. ste omenili godbo, pa potem nastope še drugih ansamblov. Tako, ansambel Gašperja Mirnika in pa vmes se bo predstavila tudi ansambel glasbene šole Virtuos. Kje pa bodo ti nastopi potekali? Kje bo to skoncentrirano? Oder bo postavljen v, se pravi, samem centru pri krožišču, pri Zvezdi oziroma v tem krožišču in tam je tudi potem malo sproščeni prostor, ni glih razstavljalcev čist okrog krožišča, tako da tam se lahko zbirajo in uživajo ob glasbi. Zdaj verjetno bo tudi jutri nekoliko spremenjena prometna ureditev. Kaj bodo morali vozniki upoštevati, morda kak obvoz in seveda potem za obiskovalce, kje lahko svoja vozila pustijo, parkirajo? Ja, seveda glede na to, da je to na cestnih površinah, torej zaprta bo Slovenska cesta od križišča z Grajsko pa vse do križišča z arhitekta Novaka v celoti, potem del Staneta Rozmana in pa Štefana Kovača ter Zvezdna ulica, to je tam mimo knjižnice. Zdaj mislim, da je okrog po Murski Soboti zadosti javnih parkirišč. Naj se obiskovalci ne silijo preveč v center. Murska Sobota je velika po srcu, ni pa tako velika za pešačiti, tako da prosim, da so tudi tu strpni in ne vem, jaz sem že večkrat šel peš z komunale na kopališki pa do pokopališča in je dejansko 15 minut hoje, tako da z vsakega parkirišča v roku 5 do 10 minut vsi lahko pridejo tudi na sejem. Tudi vreme, kot kaže, bo lepo, sončno, tudi primerno za pešačenje. Mislite, boste na ta račun še več obiskovalcev pritegnili v mesto? Ja, upam. Vreme nam gre res na roko letos, tako da mislim, da bodo obiskovalci tudi malo ustali, da jih ne bo zeblo. Saj tudi, če bi bilo malo bolj hladneje, pa bi se pač oblekli. Ali pa ogreli, ne? Ogreli, s kakšnim deci dobrega vinčka, ne?
Mogoče še kakšno vabilo oziroma napotek za konec tistim, ki še oklevajo, ali bi prišli ali ne? Ja, definitivno jih vse vabim na ta sejem. Če ne bodo prišli, bodo veliko zamudili. Bo veselo, bo pestro, dogajalo se bo. Pri tem vabilu pa, kot sem že prej rekel, pa res naj upoštevajo prometne predpise, pridejo peš, se tukaj zabavajo in potem tudi peš do avta bo lažje priti, če bodo tukaj uživali na trezi nesenju. Odlično. Kdaj bo pa naslednja potem priložnost za obisk sejma v Murski Soboti? Je to leto zadnji sejem ali? Ne, letos še komunala organizira Miklošovo senje in to je točno 6. decembra. Tako da, če ne bodo jutri utegnili, še vedno kakšna priložnost v tem letu obstaja. Ampak 6. decembra mogoče ne bo več tako lepega vremena. To je pa res. Gospod Zrinski, najlepša hvala, da ste se oglasili, kljub velikemu številu priprav še danes, da ste si vzeli čas in ste nas obiskali. Tako, hvala za povabilo in še enkrat vsi vabljeni na trezi nesenja. Odlično, hvala lepa vam in uspešno organizacijo. Hvala. V cerkvi Svetega križa v Črenšovcih je včeraj popoldan potekala slovesna maša, na kateri je sledil prvi pokop duhovnika z vojaškimi častmi v zgodovini Jožefa Kleka starejšega. Žalni sprevod je potekal skozi več krajev, krsto s posmrtnimi ostanki pa je v Črenšovsko cerkev prinesla garda Slovenske vojske. Več o tem zgodovinskem dogodku pa izveste v novici. Včeraj, 13. oktobra, je minilo 150 let od rojstva Jožefa Klekla starejšega in v počastitev tega jubileja je občina Črenšovci letošnje leto razglasila za Kleklovo leto. Odločili so se, da posmrtne ostanke Jožefa Klekla starejšega, ki je širši javnosti poznan kot velik domoljub, duhovnik, politik in pisatelj, preselijo in pokopljejo v Črenšovcih. V spremstvu policije in gasilskih vozil so krsto prepeljali iz cerkve Svetega Nikolaja v Murski Soboti v cerkev Svetega križa v Črenšovcih. Krsto je pred vhod prinesla garda Slovenske vojske, maševala sta murskosoboški škof Peter Štumpf in bogojinski župnik Andrej Lažeta. Oba sta se strinjala, da je bil včeraj velik dan tako za Pomurje kot za celotno Slovenijo. Zbrane je nagovorila tudi županja občine Črenšovci Vera Markoja, ki je dejala, da je bilo Kleklov glas mogoče slišati v celotni slovenski krajini ter da je bil in ostaja pomemben, posnemanja vreden gradnik slovenstva. Tudi jutri bomo še uživali v toplem vremenu in sončnih žarkih, a ne za dolgo. Kdaj se bo vreme poslabšalo, izveste v vremenski napovedi, ki sledi. Današnji dan je bil v Pomurju pretežno jasen, le tu in tam se je na nebu nakopičilo nekaj oblakov. V Krajinskem parku Goričko smo opoldan namerili 12, v Murski Soboti in Radencih 13 in v Lendavi 16 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, po nižinah bo zjutraj in del dopoldneva megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli 4, drugod od 6 do 11, ob morju okoli 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa od 16 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti, Mariboru in Ptuju se bodo gibale med 7 in 8, najvišje dnevne pa med 19 in 20 stopinj Celzija. V sredo bo na Primorskem dokaj jasno, šibko burjo, drugod pa bo zmerno do pretežno oblačno. Proti večeru se bo od zahoda spet pooblačilo. V noči na četrtek bo ponekod občasno rahlo deževalo. V četrtek bo prevladovalo oblačno vreme, na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Temperature v Murski Soboti se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 8 in 10, čez dan pa okoli 15 stopinj Celzija.
To bi bilo vse za danes. Če želite izvedeti še več o dogajanju v Pomurju, pa vas lepo vabimo k obisku naše spletne strani www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do jutri.